drobnega. Pozdravljeni poletavci in najpoletavci. Uvodno misel sem si izposodila pri pisateljici Rowling, avtorici znanih knjig Harryja Potterja. V knjižnici Vrešice vsakodnevno vabimo vse generacije k branju. Branje za znanje in za zabavo je skupno vsem poletnim bralcem. Pod okriljem mestne knjižnice Ljubljana sta v 19 slovenskih knjižnicah vse od 10. junija do 10. septembra potekala branja programa Poletavci in najpoletavci. Branje seznami so v knjižnico Vrešice prileteli od blizu in daleč. Kar nekaj bralcev se je z nami povezalo iz okolice Brežic, Rake, Maribora in nekaterih krajev Srbije. Uspešno je branje sezname napolnilo in pri nas se oddalo 168 poletavcev in 32 najpoletavcev. Vsem zvestim vztrajnim bralcem, ki ste danes tu prisotni, pa bomo izžrebali eno oziroma enega, ki bo prejel oziroma prejela glavno nagrado. Poletavci se potegujete za žogo, najpoletavci pa za set za badminton. Obe nagradi podarja podjetje Harris d.o.o. Vsi uspešni bralci pa ste že prijeli majico, priznanje in nagrado, ki jo podarja knjižnica Vrešice. 18-letna Leja Lajkovič, doma v eni od vasi brežiške občine, je zaključila srednjo medijsko in grafično šolo v Ljubljani. A njena kvalitetna naloga ni ostala le v kupčku natisnjenih listov oddanih za oceno. Avtorica jo je oblikovala v čisto pravo knjigo in jo izdala. O mladi pesnici, urednici, grafični oblikovalki in ilustratorki na spletu ne najdemo veliko podatkov. Sama Leja poznam, ko je vstopila v prvi razred osnovne šole. Kljub temu, da se vmes nekaj let nisva srečali, sem jo junija prepoznala šele potem, ko sem slišala njen glas. Zbudila je moje zanimanje, ko sva se srečali na osnovni šoli, ki jo je nekoč obiskovala, in ko je prišla svojim učiteljem predstaviti knjigo. Hitro sem se odločila, da bi domača avtorica povabila v gostil v knjižnico Vrešice. In to na prav poseben dan, na dan, ko je mali praznik za bralce, zaključek poletnih poletavcev. Leja, vabim te na oder. Leja, tvoja pesniška zbirka nosi naslov Plesi z dežjem in jo lahko vidite tu na odru. Knjiga je obsežna, ima pa bogato vsebino, ki te spodbudi k razmišljanju. Pa me zanima, kaj te sploh spodbudilo k pisanju in če se mogoče spomniš, kako je nastala tvoja prva pesem. Od nekaj sem rada brala knjige, vedno sem mi bila všeč in že od rane mladosti sem nekako imela željo, da bi pa nekoč tudi sama napisala svojo knjigo in če bi bila ta možnost, da bi jo tudi znala. Zdaj moja sama prva pesem, ki je nastala v sklopu pesniške zbirke, je nastala že pred več kot 5 leti in sicer sem jo napisala tik po koncu osnovne šole. Večina bralcev se nas vsaj kdaj vpraša, kako knjiga nastane. Ste se kdaj vprašali to? Ste se vprašali, kakšno pot je naredila zgodba, ali pa pesem, ali pa ilustracija, ali pa sama knjiga, predno ste jo držali v rokah? Se ni nišče od vas to vprašal, ko ste prišli v knjižnico? Leja, ti si del te poti prehodila sama, ko si ustvarjala knjigo. Zaupaj nam, kako so pesmi nastajale, si veliko črtala, popravljala, preden je bilo takšno, da si lahko rekla, to bo to in je šla knjiga v tisk? Zdaj, pesmi so nastajale več let, ampak največkrat so nastajale, ker sem bila sama, ponovadi zvečer ali pa definitivno naravi. Jaz sem pesmi pisala v nekem taktu in v rimah, zato je bilo, kar se tiče po prvi kitici, vse ostale kitice je bilo malo težje napisati, ampak zaenkrat besedilo zdi na list papirja, samo gre in ne moš nekaj in nisem to veliko
prepisovala. Pesmi so bile torej napisane. Navadno avtor potem poišče založbo, ki bi njegovo delo izdala. Ti pa si pesniško zbirko izdala v samo založbi, kar pomeni, da si tisk knjige in vse naslednje korake naredila sama, pa tudi sama plačala. Zaključila si srednjo medijsko in grafično šolo, pa se mi je potem postavilo vprašanje, ali si v tej knjigi upravila veliko pridobljenega znanja v let, ko si obiskovala šolo, ali pa si prav na tej poti nastanka knjige pridobila še več znanja. Na šoli so nas naučili, kako oblikovati knjigo. Moja knjiga sicer je knjiga, ampak je še vedno pesniška zbirka, zato sem veliko znanja pridobila na sami poti ustvarjanja, zato ker knjige so si vse dosti podobne in imajo svoj način oblike. Pesniške zbirke pa vsaka zase nekaj posebenega in si lahko prost med ustvarjanjem, tako da sem večinoma še med celim procesom spoznala teh procesov. Če bi se kdo od poletavcev ali najpoletavcev ali mogoče kdo od staršev opogumil in bi šel po tej poti, kaj je tisto pomembno, na kaj je najbolj pozoren? In pa še eno vprašanje, ki se mi pojavlja, je bilo, danes pravijo, beremo na računalniku, beremo in knjige, zakaj pa si se ti odločila, da boš dala na tisto knjigo, da bo še vedno na papirju? Zdaj prvo, če bi se sami odločili napisati knjigo in vse, na kar mora biti pozorni, je to, da vseeno date potem svoje besedilo preveriti, da date lektorirati, da se ne bojo pojavljali kakšne pravopisne napake, ampak če se odločite naprimer za pesniško zbirko, so vaše meje, vaše misli, vaša domišljija in pa lepo za tega, kar se tiče pesniške zbirke, lahko narediš samo, kar hočeš. Za dejansko tiskano obliko sem se odločila zato, ker je še vedno nek čar, ko ti odpreš knjigo in listaš med pletnicami, pa da dejansko pritisneš samo na en gumb, da prideš na naslednjo stran. Ti lahko še vedno vzameš knjigo, kamor hočeš, še posebej neke čist skrite kotičke narave, da pa ne bi povoziti neke elektronske knjige. Torej ne morete nikoli zmanjkati signala in baterije nikoli preveč prazna. Črke, ločila, besede in besedila sestavljajo naš vsak dan. Beremo za šolo, za delo, prosti čas in danes smo se tu zbrali sami bralci. Kako pa se spomniš svojih branjih začetkov? Kakšne knjige si brala kot deklica in po katerih posegaš zdaj, ko stopaš v študijska leta? Imaš morda za nas in za naše bralce kakšen branje na njih? Sama sem začela brati, ko sem bila zelo majhna. Ko sem bila mlajša, sem imela doma celo kolekcijo, skoraj celo kolekcijo Disneyjevih knjigic. Še vedno pa sem zelo rada brala knjige, ki sem tudi v vrtcu preberala. Danes raje posežem po kakih knjigah zvrsti drame in pa po knjigah po resničnih dogodkih, zaradi tega, ker v knjigi spoznavam tako ljudi kot tudi samo sebe. Zato je nekako moj nasvet vam bralcem, da berete čim več in da berete to, kar vi sami radi berete, zato ker vas to izpopolniče do boljše osebe, take kot ste in da take, ki hočete biti. Torej, veliko branih namigov bi imeli tudi bralci, če bi si podelili, kaj vse je bilo zapisanega na branih seznamih, ki so prišli k nam v knjižnico. Sem prepričana, da že nestrpno čakate žreb. Pa da vidimo, pa bomo najprej žrebali enega poletavca. Proč, da žrebaš, da je vse. Žan Gorevc. Da naredimo eno sliko za zgodovinski posnetek. Čestitke.
čestitke. Zdaj pa še najpretavci, tisti, ki ste 13+. Zala Kvartuh. Še tega bomo prosili za eno skupno sliko. Tako, hvala. Hvala poletavcem in najpoletavcem in hvala podjetju Hermes, ki je prispevalo nagradi. Vsem vam, bralcem, poletavcem in najpoletavcem, iskreno čestitam. Hvala, ker ste sodelovali v letošnjem bralnem programu in vas že vabimo na vse ostale bralne programe, ki v knjižnici za vas pripravljamo. Želim vam tudi v prihodnje veliko bralnih potovanj in naj bosta knjiga in branje vaša sopotnika skozi vse življenje. Vabljeni v obisku knjižnice Brežice, za danes pa je še